Seveda. Zato pa moramo nekaj narediti. Mi, sami, Lev. Ti si kralj, reci kaj. Ti odloči. Jaz ne zmorem več ničesa. Saj res ne zmore več. Če bi znali leteti, bi odleteli. Ne gre. Prav. Bom pa jaz. Saj sem največja. Predlagam. Poglejmo, če je luknja v ograji. Potem počakamo in pazimo, da ja ne bo nikoga v bližini. In pobegnemo. Pobegnemo. Luknja mora biti zelo velika. Saj vidite, nisem neki suhec. Seveda, Butec, tudi sama moram ven, pa sem večja od tebe. Nehata se kregat. Iščimo raje izhod. Mene je strah, kaj če nas odkrijejo. In bo. Ne bo. Samo mene se drži in bo vse v redu. Gremo. B na desno stran ograje, me tukaj, pa na levo. Lekaj smo storile, da smo se tu rodile. Je dan nebo enak, tu vsaknil bil vsak. Povsem najša luknja za nas bo rešitev, svoboda, svoboda in pomiritev. Poglejte! Luknja! Pridite pomagat! Rešeni! Svoboda! Rešeni smo! Rešeni! Tak je lepo, končno. Tiho! Kaj pa zdaj? Zdaj pa gremo, ali ne? Kam pa? Domov seveda, na svoje domove. Jaz grem na Kitajsko. Midva greva na Kitajsko, tam raste najboljši bambus. Kitajska je na vzhodu. Tam, pridi! Dmitrije, pa v Afriko. Afrika. Moja dežela. Moja tudi. Pridi, Lev, greva. Ne morem. Pa si neki kralj, ali ne? Kje je tvoja volja? Alo? Daj mi rep, te bom vlekla. Au, ne! Raje me tišči. Potisni me, potem bo že šlo. Tudi prav. Torej, odhod. Bojim se, da ne bom našla do brazilskega pragozda. Samo plazim se, nič ne vidim, nič ne slišim. Bom te pa jaz usmerjala. Bom pa tvoj navigator. Greva. Zavij levo. Zavij desno. Levo. Desno. In
samo naravnost. Leva, desno. Kaj pa midva? Ej, vi, počakajte. Teciva za njimi, pa bo. Pa bo. Ja, tako kot znava. Kdaj danes delaš? Nimam ure, mislim do 8. Jaz pa imam nočno. Glej, da ne boš spet zaspal kot zadnjič. Ti. Prazna je! Prazna! Groza! Groza! Živali so pobegnile! Greva ti skali! Hito! Greva! Živali so pobegnile iz živalskega vrta. Danes so bile tako žalostne. Živalski vrt je za njih kot zapor. Meni pa je všeč, da jih lahko vidim v živalskem vrtu. Leve, pa kače in še slone. Trapa neumna. Kaj bi tebi bilo všeč, če bi bila v kletki in bi te vsi gledali kot nek razstavni eksponat? Ne, to pa ne. No, vidiš. Zato pa smo tu mi, da jim pomagamo, da jih rešimo. Same ne bodo znale nazaj, ne bodo našle hrane, pa mrzlo je. Pojdimo jih in jih najdimo in še pomagajmo jim. Gremo. Prav smo prišli. Pridite pogledat. Samo dobro poglejmo in se pravilno usmerimo. Letalo ali vlak? Ladja? Kaj pa avtobus? Kam naj gremo? Ej, vi, počakajte, vendar. Ne moreva tako hitro. Počakajte. Joj, nismo bili pozorni. Samo nas se smo mislili. Oprostite. Zdaj pa ne vemo kam. Ne vemo. Seveda vemo. Na letališče. Da bomo čim prej doma. Doma! Bojim se. Mislim, vem, da ne bo šlo. Žirafa, ti si prevelika za letalo. Na ladjo moramo. Prav. Pa na ladjo. Samo hitro. Hitro, preden ne opazijo, da nas ni. Gremo. Adijo. Adijo! Domov. Domov. Mi pa na letališče.
že, pojdimo jih iskat. Kam pa? Na vse strani sveta. Nekje bodo sigurno zatičale. Gremo. A smo tu doma? Ne vem še. Lačna sem. Mami je rekla, da doma raste najboljši bambus. Je rekla, ja, Arre, bambus, bambus! ampak ga ne vidim. Ne boj se! Pa saj to so papige? Koliko vas je? Ker smo tu doma. Kje pa je bambus? Najboljši bambus. Tu ni Kitajska, tu ni bambus. Ni Kitajska? Ni Kitajska? Kaj pa naj zdaj? Pazniki, prihajajo! Odkrili so nas. Proč, proč! Hiter proč!真情像草原广阔，苍苍风雨不能阻隔，总有云开出石头，万丈阳光照耀你我，真情像梅花开过，浪浪冰雪不能填
komaj se še vlečem. 看见春天早上的Nekje je naš pragost. Saj bo. Letalo ne more pristati v Pragozu. Vem, sem že slišala, ampak... Ni vlage, ni praproti, same palice, vse je suho. Ni visokih teves. Kje bom skakala z veje na vejo? Z veje na vejo. Kje je moja družina? To ni naš dom. Ni. Greva nazaj, samo nazaj. Nazaj, nazaj.真情像草原广阔，苍苍风不能阻挡。Dear passenger, zaradi predebelega ledu naša ladja ne more pristati. Na Antarktiko boste pripeljani z vodenimi padali. Hvala lepa. Have a nice time. Kako zebe. Pridi, Leo, greva. Zebe. Moj rep. Zebe. Umarł bom. Ne čutim
Nariši mi backa. Kaj? Nariši mi backa. Kaj delaš tu? Ne znam risati. Nariši mi ga vseeno. Ne, Backa si želim. ne znam. Samo tole znam. Ne, noč moje, ki pogodnila slona. Backa, majcenega backa bi rad. Bo tako v redu? Glej, tole je zabojček. Notri pa je bacek, kakršnega bi rad. Prav takega si želim. Zaspal je. Veš, moj planet je tako majhen. Tako sem se spoznal z malim princem. Kaj pa je? Tole? To ni tole. To je letalo. Padlo je in zdaj ga popravljam. Padlo z neba? Z katerega planeta pa si? Moj planet je tam gori. Glej, kako je majhen. Kaj backi jedo cvetlice? Seveda, backi jedo, kar jim pride pod zob. Tudi cvetlice strni? Tudi cvetlice strni. Saj trni ničemu ne služijo. Cvetlice nosijo iz same udobije. To ni res. Cvetlice so šibke, so tako prijazne. Moja cvetlica je tako krhka. Če bi jo bacek pojedel, ojoj! Tvoji cvetlici se ne bo zgodilo nič hudega. Ne skrbi. Poglej, narisal bom nagobčnik za backa. Sem se zbudila. Oprostite, prosim, še vsa sem skuštrana. Kako ste lepi. Kaj ne? In rodila sem se isti hip kot sonce. Menim, da je sedaj čas za zajtrk. Bodite tako dobri in pomislite malo name. In če slučajno pridejo tigri, jih uženem s svojimi crni. Na mojem planetu ni tigrov. Razen tega tigri ne jedo zeli. Jaz nisem zel. Oprostite. Tigrov se ne bojim. Vetra, prepiha se bojim. Cvetlica je tako občutljiva. Vetra se boji. Zelo hladno je tu pri vas. Slabo je urejen tale planet. Za njenimi nedožnimi zvijačicami bi moral slutiti s piko nežnosti. A bil je premlad, da bi jo znal ljubiti. Odšel je s planeta s pticami selivkami. Z Bogom. O, jaz neumnica. Oprosti mi, prosim. Še boš kdaj srečen? Z Bogom. Rada te imam.
Dober večer. Dober večer. Na katerem planetu sem? Na Zemlji, v Afriki. Kaj, na Zemlji ni nikogar? Tu je puščava. V puščavi nikogar ni. Poglej, moj planet je tam gori, tako daleč je. Lep je. Kaj delaš tukaj? Imel sem težave z vrtnico. Aha. Kje so ljudje? V puščavi se počutim osamljenega. Tudi med ljudmi se človek počuti osamljenega. Nežna žival si. Sem ja, a mogočnejša kot kraljevska roka. Kogar se dotaknem, ga vrnem zemlji. A ti si čist. Ti prihajaš zvezde. Če se ti bo kdaj stožilo po tvojem planetu, ti lahko pomagam. Lahko te... Vem, kaj meriš. Zakaj govoriš, kot bi zastavljala uganke? Jaz jih razvozlavam. Kača sem. Ključ do skrivnosti. Hladna, zvita, čudovita. Dober dan. Ja, dober dan. Oh, zelo si ljubka. Kdo si? Lisica sem. Igraj se z mano. Tako sem žalosten. Oh, ne morem, ne smem se igrati s tabo. Nisem udomačena. Oprostite, kaj je to udomačena? Kaj delaš tukaj? Prijatelja iščem. Kaj je to udomačena? Ah, to je nekaj, kar že lep čas ni več v rabi. Ne? Ne, pomeni pa skleniti zvezo. Zveza? Vezi? Ja, poglej, to je takole. Ti si zame samo majhen deček in te sploh ne potrebujem. Ampak, če me udomačiš, si bova zelo blizu. Povezana bova in drug drugega bova potrebovala. Razumem. Veš, nekje daleč na mojem planetu je cvetela vrtnica. Mislim, da me je udomačila. Če me udomačiš, bi mi v srcu zmeraj sijalo sonce. In žitno polje bi me spominjalo na te in na tvoje zlate lase. Ah, prosim, udomači me. Tako rad bi, saj bi. Ampak spoznati moram nove stvari in nove prijatelje. Ja, ampak resnično spoznaš samo tisto, kar udomačiš. Če hočeš imeti prijatelja, potem me udomači. Kako to napravim? Kako udomačim lisico? Poglej takole. Najprej se bova samo gledala takole. In potem počasi zlagoma. Ampak lisica, naprej moram. Jokala bom. Nisem te silil to. Sama si hotela to udomačenje. Seveda. Žitno polje me bo spominjalo na te. In sončni žarki. Jokala bom. Niti treba jokati. Bom. Zdaj morda razumeš, zakaj je tvoja vrtnica edina na tem svetu.
Ker kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno. Bistvo je očem nevidno. Ljudje so na to že zdavnaj pozabili. Ampak ti svoje vrtnice ne smeš pozabiti. Zavedno si zanjo odgovoren. Svojo vrtnico sem odgovoren. Niti treba jokati, ko bom odšel. Kaj? Odhajaš? Sej bova umrla tukaj. Nivava sreče, nivava vode. Sreča je lahko v eni sami vrtnici, v eni sami kapljici vode. Seveda, Ja, ampak iskati je treba srcem. Jutri je leto dni, kar sem prišel na Zemljo. In moj planet bo točno tu zgoraj, nad nama.
za svoj von glasuje. In že je ta svet za cel svet lepši, in že je svet za cel svet bližji. Z roko se dotaknem duše, že vrtnica svoj von glasuje. In že je ta svet za cel svet lepši, in že je svet za cel svet bližji. Dear passenger, we hope you've had a pleasant flight. Goodbye. Poglej, to je novo. Kje pa je led? No daj, idi. Vroče. Ja. To ni ledena domovina. Naše hladno, ledeno morje. Nazaj, nazaj, takoj nazaj. Greva. Hop. Kam pa? Domov seveda. Ui. Hop. Hop.
Na Antarktiki sem skoraj zmrznil. Kaj šle afriške živali? Zdaj so spet doma, v afriški savani. Ste slišali, da je lev zmrznil rep? Pa je že bolje. Pande pa so se na Kitajskem tako prenajedli bambusa, da so 3 dni samo spali. Ampak so srečne. Seveda, saj so doma. Kaj pa se je zgodilo s kačo? Še vedno čaka na vizum za Brazilijo. Hecno. Papiga je z ladje kar odletela na južnoameriško kopno. Kaj pa pingvini? Ja, oni pa so malo žalostni. Na južnem polu se led tudi že tali. Ni več tako lepo, kot je bilo nekoč. Zato pa smo tu mi. Pomagali bomo, da jih ohranimo. In tako delamo dobro vsemu svetu. In tudi nam ljudem. Zbirajte, donirajte, za živalce naše gre. Zbirajte, donirajte, da lahko prežive. Priznajmo si napake, opustimo naš pogled. Osmislimo življenje, počistimo ta svet. Džungla, travni koren, to seje naš planet. In še prelepe reke, pustimo jim živet. Najraje so doma, tako kot tudi mi. Tam sta ati, mami in prijatelji. Najraje so doma, tako kot tudi mi. Tam sta ati, mami in prijatelji. Najraje so doma, tako kot tudi mi. Tam sta ati, mami in prijatelji. Hvala lepa lutkarjem, vsem lutkarjem, tudi tam malim lutkarjem. Pripravili ste nam res lepo primero. Predvsem pri tem pa hvala Breda. Ja, krasno, si se odahnila zdaj, ja Breda? Ja, še ne čisto. To za Bredo tudi. Hvala tudi mojemu tehniku, ki je vedno pripravljen. Hvala tudi Denisu, ki je pri ta majhni skupini sodeloval. On je poulični lutkar. Ena majhna novost. In sicer imamo novo nagrado. Koroške lutkarice in lutkari letos prvič podeljujemo nagrado Zlato nit, ki jo je izdelala stara lutkarica Rezika Kolter. Prvo nagrado prejmejo Breda in Tinevare. Breda ti za gospod Nuže Tolmajer, videla sem Ščerko tukaj v dvorani in bi prosila, da bi
prejela nagrado za očeta. Ni več. Ja, hvala pa predvsem Krščanski kulturni zvezi, ki nas vedno podpre in seveda tudi Mohorevi hiši, ki nam da na razpolago to lepo dvorano. Zato prav prisrčna hvala. Dragi celovški lutkari in lutkarice, cenjeni odborniki in odbornice SKD Celovec, spoštovani obiskovalci. Doživeli smo pisan večer lutkovnega ustvarjanja tu v Celovcu. Lutkarstvo, to smo videli, je ljubezen, je veselje, je kreativnost, je smeh in je ponos, je skupinsko delo, ki povezuje male in velike. Lutka, narejena v rokah malih in velikih navdušencev, zaživi v animaciji in ljubečem vodenju po odru. Lutkarstvo pri nas na Koroškem pa ima še dodatno vrednost. Z njo se ohranja slovenska beseda. Veselje in ljubezen do lutk vas, dragi Celovčani in Celovčanke, vodi že 35 let ustvarjate pravljične predstave. Kot društvo pa združujete mlade v veliko družino lutkarjev. V imenu Krščanske kulturne zveze vam iskreno čestitam in želim, da bi tudi v bodoče navduševali mlade za lutkarstvo, ki je razpoznaven znak kulturnega delovanja koroških Slovencev. To lutkovno čarobnost pa sta skozi desetletja oblikovala svojo kreativnostjo, profesionalnostjo in ljubeznijo do Korošcev Tine in Breda Varl. Pred 50 leti je Tine pripeljal lutkarstvo na Koroško in z njim se je začela lutkovna poezija po celi Koroški. Tine je s svojimi vizijami oblikoval in režiral lutkovne predstave, ki so po prikupni likovni podobi Brede osrečile na tisoče otroških in odraslih src in duš. Tine pa ni bil le cenjen režiser, bil je priljubljen pedagog, ki je mlade s svojim nasmehom in prisrčnostjo sprejel in popeljal v svet lutk in njene izpovedi. Na Rebrci je skupaj z drugimi umetniki odpiral otrokom vrata v svet umetnosti. Tam je za otroke postala lutka element otroške igre. Vsakega otroka je vodil, da je v kreativni ustvarjalnosti našel svoj način izražanja. Lutkarstvo na Koroškem je neizbrisno povezano s Tinetom in Bredo. Tine je razmišljal, režiral, razmišljal o predstavi, imel koncept v glavi, sestavljal scene, vodil lutkarje, kazal, kako voditi lutko, da bo zaživela v rokah lutkarja in pritegnila pozornost gledalca. Breda pa je skrbela za pravljično podobo lutk. Še danes mi je v spominu čarobna slika lutkovne in gledališke delavnice v Fiesi. Tine gleda lutko, gleda in v mislih ima odrsko sliko in kar naenkrat zaustavi Bredo pri njenem likovnem delu. Prosim, dodaj še en element lutki, da bo še bolj prepoznavna. In Breda, obdana od pene, blaga, barv, škarij in razigranih Celovčanov, predela lutko, da zaživi v svoji enkratnosti. Večkrat sem jo opazovala pri njunem delu, ki je bilo obdano z veliko umetniško navdušenostjo in spoštovanjem do nas, koroških Slovencev.
V najlepšem spominu imam še Tinetovo režijsko in pedagoško delo v Šmihelu. Ob praznovanju obletnice nas je navdušil, da smo celoten lutkovni fundus odpeljali v gozd, kjer se je po njegovi zasnovi in režiji odvijal lutkovni safari. To je bil praznik, o katerem Šmihevčani še danes sanjamo. Tine se je letos poleti poslovil. Odšel je. A v lutkah, v srcih in dušah koroških lutkarjev, ki so delali z njim, katere je vodil po umetniški poti, jim odkrival lepoto lutkovnega ustvarjanja, živi naprej. Tine, najlepša hvala za vse. To izjemno lutkovno zgodbo pa je od prvega trenutka zaznamoval tudi Nužej Tolmajer. Pred 50 leti je bil tajnik Krščanske kulturne zveze. Takrat je prvič doživel lutkarstvo in bil prepričan, da je to nekaj za koroške otroke. Osebno je vabil mlade in jih navduševal za lutkarstvo. To njegovo delo se je razraslo v bogato, cvetoče drevo. Ko danes praznujemo 35-letnico celovških lutkarjev, bi se rada v imenu Krščanske kulturne zveze zahvalila tudi Marici Hartman. Vsa leta je ona dobra duša celovške lutkovne zgodbe. S pridnimi rokami, organizacijskim talentom, skrbnim pogledom in materinsko ljubeznijo spremlja in opogumlja mlade na poti lutkarstva. Draga Marica, hvala za tvoje skrbno delo, ampak prepričana sem, da imaš ob tem delu tudi veliko veselja. Hvala ti. Celovško lutkovno zgodbo pa riše in oblikuje vse skozi Breda svojo nezamenljivo likovno podobo in režijsko izkušnjo. Draga Breda, hvala, da podpiraš mlade pri odkrivanju njihove kreativnosti, jih navajaš k samostojnemu nastopanju in utrjuješ v njih slovenski jezik. Najlepša hvala. Čestitke k obletnici, predvsem pa vsem lutkarjem in lutkarcam za današnjo premiero. Čestitam. Rada bi se pa tudi zahvalila naši Mihaeli in Nataliji, ki sta tako lepo pripravili zunajšnjo razstavo, ki se jo morate točno pogledati, ker so fletne stvari zgore. Razstava bo ostala še celoten teden, tako sem prosila, da jo lahko še pogledate. Mihaela, hvala lepa, kje pa si? Seveda tudi v imenu Slovenskega kulturnega društva bi se radi zahvalili Marici Hartman. Ona je namreč duša našega društva in brez nje to vse ne bi bilo možno. Hvala mami, da si, da to delaš in da imaš še živce za to. Hvala ti. Hvala tudi širi. In seveda tudi hvala Katarini Hartman, ki vsako leto dela glasbo za naše lutkarje. Smo skoraj pozabili. Dajte vsi vabljeni na bife. Hvala lepa.